Ostajamo pri temi predsednika Trumpa. Luksuzni projekt letovišča, povezan z Jaredom Kushnerjem, njegovim zetom, se sooča z vse večjim nasprotovanjem v Albaniji, kjer protestniki pravijo, da se zaščitena zemljišča in javni dostop žrtvujejo za zasebne projekte. Zdaj se nam v živo iz Tirane v Albaniji pridružuje Olsi Olsinika, direktor Eko Albanije. Hvala, da ste z nami. Hvala za povabilo. Seveda, poslušajte, to je zelo odmevno. Mislim, govorimo o luksuznem letovišču v vrednosti 1,6 milijarde dolarjev, ki ga postavljajo sredi ekološkega čudeža. Pojasnite, zakaj je vaša organizacija tako zaskrbljena in kaj to pomeni za naravni habitat? Pravzaprav ni tako, ni samo ECO Albanija, mislim, da je tukaj celoten okoljski sektor civilne družbe, ki se je pridružil istemu boju za to, ker je območje, o katerem govorimo, pravzaprav ena zadnjih neokrnjenih rečnih delт in estuarjev v recimo celotnem sredozemskem bazenu. In območje ima živo harmonijo vseh kategorij zavarovanih območij, ne glede na to, da je kot celota kategorija 5, kar pomeni zavarovana krajina, vendar vsebuje veliko drugih vrednot in biotske raznovrstnosti. Samo da veste, prav skozi središče tega območja teče prvi evropski narodni park divje reke, to je reka Vjosa, in seveda je območje dom številnim emblematičnim in redkim vrstam ter pomembnim vrstam, še posebej pticam, pa tudi sesalcem, kot so flamingi, kodrasti pelikan, dolgobrvi morski želvi in sredozemski medvedek. Tako da, veste, kot pravite, je to eno izmed, soočamo se s tako globalno krizo zaradi globalnega segrevanja in izsuševanja sveta. Kakšne bodo posledice, tudi če ne bo uničilo habitata in vse te živali ne bodo umrle ali bile pregnane? Kaj to pomeni? Kako bo to vplivalo na celotno, kot ste rekli, harmonijo in sobivanje ter sintezo, veste, ki jo prinašajo kraji, kot je ta, na planetu Zemlja? Ja, v resnici so to zadnja, recimo, zatočišča za biotsko raznovrstnost in prosto živeče živali po vsem svetu, veste. In nimamo več veliko narave. Na žalost, ker je družba vedno željna hitrega razvoja, kot turistična letovišča, kot nepremičnine in seveda tudi industrializacija. In ostalo je zelo, zelo malo koščkov narave, ki gostijo biotsko raznovrstnost, ki imajo naravovarstvene vrednote. In to je pravzaprav edini normalen način, kako lahko ohranimo naravo v naravi oziroma in situ. In to so zavarovana območja. In zato ta območja obstajajo, ker preprosto ne pripadajo samo nam ali sploh nam, ampak pripadajo prihodnjim generacijam. In to so, edina mesta, kjer se lahko narava izrazi in kjer lahko narava podpira celo človeško raso. Ja, ampak pogovorimo se o morebitnih prednostih. Albanija je majhna država, kot vsi vemo. Bi bila lahko takšna vrsta razvoja in naložb dobra za gospodarstvo, delovna mesta in podobno? Ali je v tem kaj pozitivnega? No, pravzaprav naj najprej nekaj razjasnim. Seveda mi kot ECO Albanija nikoli nismo bili proti kakršnemukoli razvoju in predvidevam, da tudi drugi kolegi ne. Ko pa gre za takšne vrste razvoja, ki ne bi potekali znotraj omrežja zavarovanih območij, potem seveda velja pravilo, da ne. To mora obstajati rdeča črta med tem, kar lahko ohranimo, in tem, kar lahko zapustimo prihodnjim generacijam. Da pa vam dam eno zelo pomembno številko, 1/5 ozemlja Albanije je zavarovano območje. Torej, drugih 80% pomeni, da je odprtih za kakršenkoli razvoj, seveda ob upoštevanju okolja, recimo okoljskih zakonov in seveda okoljskih značilnosti. Skratka, moj argument je, da nismo proti vrsti razvoja, ampak smo proti kraju, kjer je ta razvoj načrtovan. Ali bi obstajala kakšna lokacija ali morda manjši obseg, ki bi bila sprejemljiva, ne da bi tako močno vplivala na habitat? No, seveda, to je vprašanje zelo skrbnega urbanističnega načrtovanja, kako, kje in kdaj. Veš, kam postaviti takšne obsežne, recimo,
turistične projekte in infrastrukturo, ker imajo na katerem koli drugem območju zagotovo določen ekološki odtis. In seveda, po našem razumevanju, nas pravzaprav nikoli niso prosili, da bi predlagali alternative, ker je bil ta postopek zelo skrit pred javnostjo. Dokler se protesti niso najprej začeli na lokaciji, nato pa so se preselili v Tirano. Ampak prepričan sem, da zagotovo obstajajo območja, kjer se lahko takšni projekti izvajajo. Se veste, 80% države je zelo primernih za takšne projekte. V redu. Najlepša hvala, Olsi Nika, zelo cenim.